Ja, malo bolj domače, kakor drugače. Drugače pa super, ja. Mi je všeč, da po določenem cajtu spet, da se vidimo in da lahko kako rečemo. Ja, pa sem tudi sedel, ampak ponavadi takrat, kadar smo imeli prehitre misli. Bil je en zelo zanimiv dogodek, ko smo imeli nenapovedan žur, čez dan in, se nam ni šlo glih tako, kakor smo hoteli, ker smo hoteli biti, majčkeno bolj tiho, ampak če se enkrat začne žur, potem ko uide iz vseh meril in, smo bili na vrsti, tako da se je bilo treba iti pogovarjati. Imeli smo gospoda Marjana Čuježa, ta nas je imel zelo poštimane in vzor vsem smo bili, ampak včasih smo pa tudi ven šli izvajati in kadar je bilo treba k njemu iti v pisarno, vedno smo, pa ne ker jaz, vsi smo imeli v želodcu eno tako kepo, ko se je obrnila vedno v tisto smer, da se je pol dobro končalo. Ja, zelo. Tam so v bistvu bila najlepša leta. Imeli smo možnost, se kreativno izživljati, bili smo v dijaškem domu, moška stran, ženska stran, dnevno smo lahko funkcionirali, en z drugim smo klepetali, smo si pomagali, ideje so šibale sem tja, mladost je bila na višku, kaj češ lepšega. Ja, oče je že prej imel steklo doma, je bil ljubiteljski steklar, drugače po izobrazbi je bil čisto drugo smer. Ampak jaz kot tak smrkavec, kot mulo sem bil skozi zraven njega in itak oče pa, ne, kako se dela z materialom, pa mi je pokazal in sem sam testiral in sem v bistvu ugotovil, da je to en tak zanimiv material, ko ima čisto svojo logiko in se je z njim zelo težko pogovarjati. In ta njegov, da lahko govoriš z materialom, je bil tisti, prvi kontakt, ko me je potegnil. In kasneje, ko sem ugotovil, kaj se da s tem materialom vse narediti, da ga lahko vlečeš, v bistvu ni opcije, kaj se ne da z njim delati, je material, ko ti zleze potem noter v kri. In ko ga imaš enkrat v krvi, ni šans, da se znebiš tega. In če je steklo kot tekočina, je v bistvu skozi nas in to je, če nekaj ljubiteljsko delaš, če uživaš v tem delu, je itak to, ta mladost, ko skozi ostane v tebi. Material te sam poganja, sam si mu vštric, vedno se kaj novega naredi. In, ko sem bil za prvi letnik, je oče rekel, sam sem mu rekel, jaz bi bil rad steklar. Itak je videl, da me smernice vlečejo v to smer. Je rekel, glej, bomo odprli obrt, gremo delati in, potem smo z očetom delala, oče je šel v pokoj, v bistvu mi je prepustil delavnico pri 21 letih, sem prejel zaključke in sem začel svojo pot, si utirati. Se itak sam ne moreš, ampak z pomočjo sodelavcev iz steklarske šole, prej smo bili frendi, smo ga žurali skupaj, entuziasti vsi in pa, če take možgane daš na en kup, more ratati. Ja, steklo je v osnovi kar dosti težek material sam za delo, ne. Drugo je, eno je, če delaš ti, na votlem steklu, kot kozarci, kot vaze, kot take stvari. So majhni, fini komadi, ko se luštno obračajo v roki, lahko tudi ena kristalna vaza, ko ima 5-7 kil ali pa še več. Danes so trendi v oblikah, večjih dimenzij, v bistvu bolj, kakor je težko narediti, pa bolj, kakor
ima več enega loma svetlobe, več dela je na njemu, v bistvu bolj zanimivo je za trg in posledično te smernice grejo v ekstremne dimenzije in v ekstremnih dimenzijah sam ne moreš delati. Važna je ideja, važen je pogled skozi in važen je videti dejansko, kak je tvoj končni izdelek in potem začneš delati od začetka, da prideš do tistega cilja. Kar osnove. Jaz sem zelo vesel, da sem bil na steklarski šoli, ker steklarska šola ima cel spekter tega znanja. Od poslikave, brušenja, vseh obdelav, pihanja. In kolikor ne vidiš omejitev med ravnim in med okroglim, je v bistvu vse enako. In jaz sem prvo delal šolo za steklo brusilca kristalnega stekla. Vmes sem bil ful hvaležen, ker sem imel tak kolektiv učiteljev, ko so mi pomagali, v bistvu, če si le hotel vprašati, si dobil znanja tako, da si ga komaj nesel. Naša knjižnica je bila izredno bogata literature in vseh tehničnih specifikacij. Kemijsko smo bili izredno podprti. Gospa Vlasta nam je povedala ogromno, ona je bila isto en tak entuzijast v materialu in je želela z nami razvijati. In v bistvu iz vseh teh branž, ko sem začel znanje vlečiti skupaj, so se mi odpirale nove ideje. In prvo sem naredil šolo za steklo brusilca kristalnega stekla, potem sem pa imel opcijo, ker program dejansko, kar je bil slovničnih in teh stvari, je bil enak. Delal sem pa dodatno še za steklo slikarja. In v bistvu sem naredil prakso in tehnologijo, tako da sem v osnovi dva poklica združil. Doma smo imeli pa ravno steklo. In ker smo v šoli imeli poslikavo stekla, v bistvu sem iz tistega začutil, kaj se z materialom začne dogajati, ko ga začneš segrevati. Ko ga gledaš, ko vidiš, kako se material vleče, vidiš temperature, katere mu ugajajo za določen proces. In osnova tega je, v bistvu, če vzameš ravno steklo, lahko glih tak z ravnim steklom narediš različne oblike. Mislim, osnova tega je, da spoznaš material, da spoznaš kompatibilnost materijala. Jaz imam tole čisto en tak preprost izdelek, ko je v osnovi nared iz okenskega stekla. Nič kaj posebnega, ampak ideja tega je, da je treba strmeti k uporabni umetnosti. Zato, ker tukaj je en dodaten plus, da ima izdelek več funkcij. Ker osnova tega potem tudi kaže, naprimer, diamantni rez je osnova tega brušenega stekla, kjer se svetloba lomi. Potem pri poslikavi se dobi drugačen relief. Če je barva večkratno nanešena, lahko dobiš reliefno steklo. Potem pri taljenju stekla, pri fuzijskem steklu, se da steklo barvati, se da steklo nategovati, se da steklo oblikovati, kar hočeš. In vse te tehnike oblikovanja stekla podpirajo in jedkanje, in peskanje, in vrtanje. V bistvu je to tak hvaležen material, da če imaš neko vizijo, neko sliko, pa da ti nekdo reče, tole se pa ne da narediti. Je to pravi izziv, ne? Kako pa ti lahko to meni rečeš, a sploh veš, s kakim materialom se pogovarjaš. To je pa najbolj težko vprašanje. Jaz imam vse izdelke izredno rad. Ker v osnovi, ko začnem delati, dam svojo ljubezen do materiala in material mi v bistvu vrača to ljubezen in je težko. Tehnike so mi vse prijetne. Največ znanja sem porabil za odlivanje stekla, za steklene skulpture.
To mi je v bistvu tisti največji žgečkljiv element, ko mi ne da miru. Zaradi tega, ker tukaj se da kombinirati ostale materiale z steklom in ti ostali materiali poudarijo to veličino stekla. Naredili smo na Kozjanskem krožišče, kjer je stekleno jabolko 1,5 metra fi. V bistvu to je bilo treba 2 komada odliti, ni tako enostavno in model narediti in vse skonstruirati iz glave in iz materialov, ki jih v bistvu dobiš naokrog, da ni treba iz tujine čakati. Kaj je ideja, je treba to se takoj lotiti. Pol tista ideja gre, pride druga, ne? To je kar akcija. Ja. In naprimer pri steklenih umivalnikih, to so tudi drzne pozicije. Stekleni umivalniki so nam vzeli časovno toliko let, da če bi v osnovi bil nezagovornik uporabne umetnosti, bi že opustil to misel. Ampak smo vztrajali in materiali so nas skozi presenečali, še zdaj. Ampak glih to je tisti bit, ko ga vidiš v materialu. Da material dopusti, da mu ti daš neko obliko in da sam material uživa tudi v tej obliki. Jaz sem skozi leta, ko sem delal v delavnici, razne stvari razmišljaš, kako narediti en uporaben izdelek, kako kreirati še bolj to uporabno umetnost. Če iščeš neke rešitve, kako še več iz tega stržiti, narediti še boljši izdelek, sem dobil en uvid, ne vem, od koga mi je bil poslan, ali mi je bil poslan od narave ali od koga drugega, koga še ne poznam. In v bistvu sem dobil uvid, da je treba narediti inteligentni izdelek. In posledično smo prišli do razvoja in do izdelka. Mi imamo več takih različnih oblik in barv in teh bioenergijskih krožnikov. In ta krožnik je v bistvu tudi en del gonilne sile, ko lahko rečem, da je še ta uspeh toliko bolj aktiven. Združili smo steklo, kristalno steklo. Vemo, da kvarc je izredno dober prenosnik energije. To gor je zlato, zlato je isto dober prevodnik. Tu noter je pa bakreno zlat plošček, ko smo ga integrirali v steklo. Ta plošček skrbi, da se energija iz narave prelije do tega ploščka, obrne, poboljša energijo in jo plasira do stekla, steklo pa energijo pošlje v prostor. In v bistvu na ta način smo naredili en čist nov izdelek, ko ga ljudje izredno ljubijo, imajo radi in spoštujejo in dajejo gor sadje, vodo, imamo različne certifikate. Današnji svet je tak, ne? Če nisi ti, je nekdo drug. Ampak če si ti, pa da si prvi in da nastopiš z najboljšo idejo, kdo pa? Dubaj je ena taka posebna zgodba, ne? Dubaj, to so stolpnice, to je v bistvu samo steklo in kamorkoli pogledaš je vse stekleno. Tam sem jaz začutil eno drugo perspektivo in moja vizija je bila iti nekam, kjer je ekonomski svet višji, zato da lahko mi pokažemo tisto, kar znamo in začnemo delati tiste stvari, ker se mi zdi, da smo poklicani, ampak ko bomo pa to zalaufali, se bojo še pa nove dimenzije pojavile in jaz verjamem, da bomo tudi imeli kake sponzorje za kake tehnologije, ko bojo mogoče tudi za naslednje rodove in za naslednje rodove, da bomo utrli tudi neko novo znanje in nove kvalitete bivanja, ker sonce nam v življenju veliko pomeni.
In če si ga lahko mi sami kreiramo, ko ga dnevno zaužijemo, je pa to največ. Je zelo. To je, steklar moraš biti mičkan posebni človek. Zelo dosti povezano je steklo z naravo. In če si sam povezan z naravo, v bistvu lažje delaš s tem materialom. Material dopušča vse. Steklo se uporablja v industriji, v gradbeništvu, kjerkoli pogledaš, je samo steklo. Steklo v bistvu je element, ko nam pomaga graditi hiše. In skozi leta bojo hiše cele steklene. Si predstavljate steklen strop v spalnici? Wow. Ampak to je realnost zdaj. In tehnologija, dvigala, CNC-ji, vse nam omogoča delati take stvari. Ni to težek del, ampak to je delo, ko je izredno precizno in zahteva zelo preudarnega in v glavi mirnega človeka za tako delo, da lahko uspeš v tem. Če se dostikrat pride tudi do pozicije, ko pri taljenem steklu moraš biti ful hiter. In so tehnike, ker če hočeš mečkan več narediti, je treba še več spretnosti, še bolj hiter biti in se material ohlaja in se dostikrat tudi zgodi, da izdelek pač poči ali pa kakorkoli. Ampak to moraš vzeti v zakup, boš pa drugič hitrejši oziroma bolj spreten. Zakaj je prišlo do tega? In ko odpraviš to napako, v bistvu vidiš, da si spet en korak naprej. In to je skozi gonilo in jaz vsem priporočam tisti za kreativno žilico, z možnostjo se spoznati z materialom. Ne grejo do prvega steklarja, potrkajo na vrata, daj mi pokaž material, pokaž mi barve, povej mi, kako to gre. To je treba poskusiti, ker kdor tega ne poskusi, ne bo vedel, kak material je to. Bom rekel, da bi želel, da bodoči dijaki dobijo več znanja, kakor sem ga jaz. Da bojo imeli še več orodja in še več iznajdljivosti priti do znanja, ker v bistvu to znanje, ko ga enkrat obvladaš, ti ga noben ne more vzeti. Imaš ga sabo in kamorkoli prideš do znanja, kar steklarska šola ponuja, prideš skozi čisto vsa vrata. Ne glede na to, ali v Sloveniji, ali kjerkoli v tujini. Meje so, danes ni mej. Razen tistih v glavi. Tiste v glavi, ampak te se pa da z lahkoto prestopiti. Hvala lepa. Hvala, Mitja. Ja, hvala vam.